Najlepša hvala. Nadaljujemo z naslednjo govornico, tokrat docentko doktorico Emilijo Stojmenovo Duh iz Fakultete za elektrotehniko. Če mogoče uvodoma skušamo nadaljevati tam, kjer je prejšnji govorec končal. Prejšnji teden je bil sejem Agra in je bil tam kot evropski poslanec gospod Bogovič. In je rekel, da če je v bistvu Jugoslavija znala v 70-ih letih in naprej, kot smo slišali, graditi na policentričnem razvoju, bi tega tudi danes mogla biti sposobna Evropska unija in Slovenija. In seveda takrat v tistem obdobju so bile ceste, pa bloki, pa tovarne, ta ključna infrastruktura, ki se je uporabljala za spodbujanje policentričnega razvoja. Danes je pa to digitalizacija, digitalna infrastruktura. In digitalna infrastruktura na eni strani omogoča boljši dostop tistim, ki živijo izven središč, recimo do javnih storitev, do zdravja, do šolstva. Na drugi strani omogoča pa tudi ponujanje njihovih izdelkov na oddaljen način, zato da se manj pozna ta fizična razdalja. In zdaj me zanima nekako uvodno vprašanje za naslednjo predavateljico. Ali je dovolj, da potegnemo širokopasovni internet do podeželja, ali digitalizacija pomeni še kaj več? Izobraževanje, platforme, demonstracijske primere. Prosim. Hvala lepa. Kar masko dala dol, ker mislim, da me bodo lažje razumeli tudi. Tudi smem, smo z organizatorjem dogovorjeni. Hvala lepa. Ne zadošča. Najprej res hvala za vabilo, sem zelo vesela in tudi oba dva predhodna predavatelja. Všeč mi je, ko se pogovarjamo o podeželju in se ne omejujemo na po eni strani samo podeželje oziroma samo vasi, to, kar je bilo rečeno, da vedno je treba gledati v kontekst do bližine oziroma odnosa do urbanih središč, ker je to zelo pomembno. Po drugi strani pogledati celotno sliko in to zelo manjka. In tudi, ko govorimo o digitalizaciji, zdaj, če mi pogledamo po vseh kazalnikov, tako OECD kazalniki, tako DESI kazalniki, kot tudi recimo iz Združenih narodov, vidimo, da v Sloveniji imamo zelo dobro pokritost za širokopasovnim internetom, ampak težave so drugje. Težave so predvsem pri veščinah, koliko mi znamo uporabljati, pa težave so potem pri javnih storitvah, ki jih imamo na voljo. Tako da to je osnovni pogoj, infrastruktura, tako kot cesta, potrebuješ cesto, da prideš do tja, ampak od tukaj se še zgodba začne. Zdaj se opravičujem, ker je moja predstavitev v angleščini, tudi ko smo se pogovarjali z profesorjem Erjavcem, to je bilo predstavljeno na enem dogodku letos pomladi, ki so ga organizirali v okviru Evropske komisije. Z Evropsko komisijo sodelujem v tematski skupini za Long-Term Vision of Rural Europe in je tudi nastalo eno poglavje Digital Futures. In potem tukaj tudi v to predstavitev so zbrani vsi ti povzetki. A si lahko? Hvala lepa, Miško. Super. Namreč že lani, oktobra, so me prosili za mojo osebno vizijo, kako si jaz predstavljam digitalno Evropo, kaj vidimo v to digitalno Evropo. Prvo, kar je, tako kot imamo, je tudi bilo omenjeno, pametna specializacija, vsi potrebujemo neko podporno okolje. In podporno okolje na področju digitalizacije, pa nasploh tukaj gremo malo širše, ne samo digitalizacija, ampak ti digitalno-inovacijski sistemi, v urbanih središč je precej tega. Na ruralu, na podeželju pa je bistveno manj. Tako da, če želimo, da se ti vrzeli, ki so se zdaj bistveno povečali, tudi to drži, in bomo potem kasneje tudi pogledali, da za temi ukrepi, ki se zdaj nekako predvidevajo, da bomo samo še povečali ti vrzeli, če jih ne bomo znali ustrezno nasloviti, moramo znati, da v prihodnosti, da bomo imeli tudi na podeželju ustrezne digitalno-inovacijske sisteme. To ne pomeni, da bomo imeli enake inovacijske sisteme, kot jih imamo v mestih, in da bomo pač naredimo še samo na podeželju, ampak da morajo ti naslavljati izzive in potrebe, ki so na podeželju. Potem naslednja zadeva so podatki. Ker kaj je sploh digitalizacija? Digitalizacija, smo rekli, infrastruktura je ta cesta, da pridemo do tja, ampak digitalizacijo omogočajo podatki.
ustrezno zbiranje teh podatkov, ustrezna analiza in uporaba vseh teh podatkov, predvsem pa tukaj moramo imeti interoperabilnost, da znajo sistemi med sabo funkcionirati. Bom kasneje tudi predstavila nekaj projektov, kaj mi delamo, recimo v našem laboratoriju. In ko se pogovarjamo o digitalizaciji, ni dovolj, da imamo samo opremo, torej da imamo senzorje, da imamo pač računalnike po drugi strani, ampak tudi nove poslovne modele, ki bodo zasnovani na pač področju digitalizacije oziroma ki bodo uporabljali prednosti digitalizacije. Dostop do digitalnih tehnologij, ki pa bodo narejene na način, da so prijazne za uporabniku in seveda veliko teh javnih storitev, ki bodo dostopne, ne samo dostopne, ampak jih bodo uporabniki znali tudi uporabljati. Potem, ko se pogovarjamo o digitalni tehnologiji, je zelo pomembno, da gremo v ta ekonomski razvoj oziroma rast, ampak tudi, da omogočajo družbene inovacije. Družbene inovacije zaradi tega, ker pogostokrat so družbene inovacije tisti, ki spodbudijo tudi ekonomske. Zdaj sama nisem ekonomist, lahko potem recimo se debatira, ampak to, odkot so prišli ti zaključki, so predvsem iz naših izkušenj. Ker mi smo ugotovili, da največkrat tudi tehnološke inovacije, ki jih naredimo v okviru našega dela, je zaradi nekega družbenega problema na podeželju. In potem na osnovi tega pride tudi do tehnoloških inovacij. Potem uporaba digitalnih tehnologij, kar mogoče še premalo naslavljamo, ampak ko govorimo o zeleni transformaciji, digitalno transformacijo in zeleno transformacijo moramo vedno gledati skupaj. In to v obeh primerih, v pozitivnih in v negativnih, zaradi tega, ker digitalizacija lahko zelo vpliva na onesnaževanje okolja, ampak obstajajo tudi načini, ki lahko pomagajo pri tem, da imamo bolj ta trajnostni oziroma zeleni prehod. In če vse to želimo, seveda so najbolj pomembni ljudje in zato jim je treba omogočiti vseživljenjsko učenje, usposabljanje, da imajo dostop do vseh teh programov, po eni strani, da pridobijo kompetence, ki so pač nove, zaradi tega, ker tehnologije toliko napredujejo, po drugi strani pa tudi mogoče, da se, če so zaposleni v nekih industrijah, ko smo ugotovili zdaj, nekatere regije v Sloveniji so malo bolj odvisne od nekaterih industrij, druge manj, z digitalizacijo prihaja do bistvene spremembe tudi na področju gospodarstva in potem je treba poskrbeti za vse, ki so pač na trgu. Ta slajd je meni ključen, zato ker, ko se mi pogovarjamo o inovacijah, predvsem se pogovarjamo o tehnoloških inovacijah, še posebej, če govorimo o digitalizaciji, pa IKT sektorju, pa podjetjih in tako naprej. Ampak, ko gledamo mi na podeželju, mi moramo gledati, ker velikokrat na podeželju mogoče nimamo toliko večjih teh podjetij, ki bodo spodbudile te disruptivne inovacije ali kakorkoli. In tukaj treba pogledati, da inovacije so zelo različne. Naše izkušnje so, da pogostokrat, kot sem že prej omenila, so to družbene inovacije, so to inovacije, ki naslavljajo community-led, torej jih spodbudi ta skupnost. Tukaj imamo odlične primere v okviru projektov, ki jih izvajamo na temo pametne vasi, pa tudi recimo iz Francije, za partnerji, s katerimi sodelujemo. Pogostokrat tudi recimo zaradi teh družbenih inovacij pride do inovacij v večjih podjetjih. Mogoče zdaj bom bolj konkretno to predstavila. V Šmarju pri Kopru smo mi začeli delati v okviru projekta Pametne vasi, smo začeli raziskovati, s kakšnimi težavami se soočajo vinogradniki. In smo ugotovili, da po eni strani so želeli bolj učinkovito predelavo vina in seveda, da zmanjšajo tudi stroške. Potem smo jim predstavili, torej tu je bil družbeni problem. Ti mladi vinogradniki po drugi strani so težko tudi prodajali svoje izdelke, večinoma smo delali za mladimi vinogradniki, ki tudi nekako niso znali se sami pozicionirati na trgu, zato ker že imamo te večje sisteme, kot je recimo Vina Koper. In potem smo z njimi začeli iskati, kako lahko rešimo to težavo.
In tukaj smo prišli po eni strani, da lahko uporabljamo tehnologijo, torej senzoriko. Na tak način smo zbirali te podatke, smo zmanjšali, oziroma še delamo na tem. Imamo tudi v okviru LASO en tak projekt, zdaj, ki se imenuje, oziroma EIP, ki se imenuje Smart Agrogrep. Tako da po eni strani zdaj zbiramo te podatke, zmanjšamo uporabo resursov, tako voda kot pesticidov, gnojil in tako naprej, ne, in na tak način zmanjšamo tudi stroške, pa lahko sledimo do kakovosti proizvodnje vina. Po drugi strani smo pa šli v drugo inovacijo, ki pač niti ni toliko inovacija, ampak ta uporaba zadružniškega modela. Tako da ti vinogradniki so se povezali, so naredili svoj wine hub, gre pač za neko stičišče in so se povezali v skupno blagovno znamko. In potem to inovacijo smo naslovili pač iz več različnih vidikov. S tem, da v času COVID-a, zaradi tega, ker enostavno niso mogli prodajati svojega vina, smo jim predstavili tudi, kako lahko digitalne tehnologije uporabljajo za virtualno testiranje in smo razvili še en nov koncept. Zato tukaj, ko gremo na podeželju, mogoče ni nujno, da ti greš za razvojem pri inovacijah neke popolnoma nove tehnologije, ampak to je lahko delček od celotne zgodbe. Zakaj pa sem rekla, da lahko to povzroči potem inovacije tudi pri večjih podjetjih? Je zato, ker ko smo mi predstavljali te vidike, smo navdušili tudi IKT podjetje, ki so videli zase svoje poslovne modele in so začeli razvijati. In vse skupaj je bilo res community led s pomočjo pač ljudi, ki živijo na podeželju. Potem recimo, ko se pogovarjamo o digitalizaciji in inovativnosti, po eni strani je vsekakor tehnologija. Tukaj je ta oprema, to je prav z našega projekta, uporabljamo pač ta senzorski sistem, ko spremljamo, je na enem vinogradu v Kopru, zdaj v novem projektu imamo vključenih 7 kmetij, 5 na obali, pa 2 na Štajerskem. Ampak, ko se pogovarjamo o tehnologiji in digitalizaciji na podeželju, ni samo kmetijstvo. In to je bilo tudi danes, kar je bilo večkrat rečeno in zato mi je tudi zelo všeč celotni ta dogodek. Ampak moramo razmišljati tudi od storitve, ko so recimo e-zdravje ali e-oskrba, ali potem recimo lansko leto smo vsi doživljali e-izobraževanje, delo na daljavo in mogoče še to pa delamo v zadnjem času, ker običajno pozabljamo na kulturni sektor, da omogočimo tudi ljudem na podeželju, da dejansko imajo enake storitve na voljo, kot jih imamo v mestih. Zdaj mogoče čisto konkretno primer, spet z našimi partnerji iz Francije. Muzeji, ki so na podeželju, ki so bili že ogroženi, da bodo zaprti, so se povezali skupaj z temi večjimi muzeji, kot so, ne vem, Versailles ali pač katerekoli, v glavnem večja skupina teh muzejev. In s pomočjo novih tehnologij, kot so navidezna resničnost in virtualna resničnost, so lahko v teh lokalnih muzejih so lahko spremljali velike razstave iz teh večjih muzejev, po drugi strani pa so spoznavali tudi te velike muzeje, te muzeje na podeželju in so spodbudili neko tako sodelovanje. Tako da vem, da zdaj tudi v Sloveniji so se začeli muzeji pogovarjati, da bi se na tak način povezali in da bi pač še naprej ostali. Prej sem že omenila, da digitalizacijo je nujno potrebno uporabiti tudi na področju poslovnih modelov. To je spet iz tega primera, ki je nastal v okviru našega projekta, financiranje v okviru programa Obzorja, ko so se povezali vinogradniki in so naredili to stičišče vina, ki deluje zdaj že aktivno v Šmarju v Kopru. Začelo se je čisto preprosto dajmo preizkusiti, kako lahko zdaj v času COVID-a prodajamo vino, smo poskusili najprej z enim dogodkom, se je izkazalo, da to funkcionira, potem so šli v to skupno blagovno znamko, zdaj imajo redno te svoje dogodke, potem so se povezali z štajerskimi vinarji, zdaj želijo to skupaj delati. Še najbolj zanimivo je letos poleti, to smo predstavljali pač na več različnih dogodkih in smo se povezali s partnerji iz Majorke v Španiji, pa tudi iz Francije, smo organizirali skupni dogodek, smo po celi Evropi razposlali paketov 6 vin, torej 2 iz Slovenije, 2 iz Španije, 2 iz Francije
In zdaj ti vinarji, ki so vsi po različnih podeželskih območjih po Evropi, so našli nek model za sodelovanje in za skupno trženje svojih izdelkov. Na začetku je bil velik strah pri vinarjih, če se bo to šlo zdaj na to digitalizacijo oziroma virtualno, da potem pa ne bodo več imeli ljudi, ki bodo prihajali pri njih na kmetije. Ampak izkazalo se je, da ravno obratno. Ker vsak dogodek se zaključi s tem, da komaj čakamo, da bo možno potovati, da dejansko pridemo pa vas obiščemo in da vidimo, kaj se dogaja. Tako da čeprav mogoče se nekaj začne digitalno, ampak se spodbudi tudi ta turizem kasneje. Evo tukaj ta slikca, ko smo organizirali ta dogodek in je bilo krasno, so bili francozi, mi smo pač nekako to vse skupaj moderirali iz našega laboratorija, slovenski vinarji so bili na več lokaciji, potem smo imeli tudi recimo nasploh ljudi, ki so samo prišli, da so del te zgodbe in zdaj se ta model razvija še naprej. Predvsem, ko se pogovarjamo o digitalizaciji, bi tukaj bila spet naše prakse, so ljudi najbolj pomembni. Mi smo ugotovili, da posebej, če želiš na podeželju uvajati neke nove koncepte, neke nove tehnologije, nujno potrebuješ, mi jim rečemo, lokalni heroji, oziroma to so lokalni koordinatorji, zato ker nam je bilo zelo težko, da mi kot Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prepričujemo nekoga v Kungoti ali v Šmarju, da oni potrebujejo interneta za ne vem kaj. Tako da na začetku smo mi našli te ljudi, ki so bili pač naši nekako posredniki, s katerimi smo delali, ki so znali nam prenesti potrebe okolja, da smo mi potem jim nekako znali predati njihove rešitve. Ključno pa je, da tudi ne glede na to, da se gre za neke nove tehnologije, da znaš upoštevati znanje in izkušnje, ki so na terenu. Če želiš delati storitve pa rešitve, ki so pomembni, potem jih je nujno potrebno upoštevati, zato je ta kombinacija med obojega. Veščine, znanja in veščine. O digitalizaciji, predvsem, ko govorimo, to je nekako, tudi sami opažamo, največji manjko, zato ker ljudje pogostokrat tukaj mogoče še največja vrzel. Obstaja vrzel tudi na področju infrastrukture, ampak niti ne toliko. Žal zdaj DESI indeks, to je ta indeks, ki meri razvitost, ne obstaja, da bi lahko merili lokalno, mi vemo, kako je na pač celotni državi. Ne vemo pa kako, ampak opažamo sami, da na podeželju je recimo so digitalna znanja in veščine predvsem manjša kot v urbanih središčih in še posebej zdaj lahko gledamo med generacijami, med spoloma in tako naprej. Zato je nujno potrebno pripraviti programe, da dobijo vsi ustrezna znanja in veščine, da lahko uporabljajo te digitalne tehnologije, tako za osnovne digitalne storitve, javne storitve, ki so na voljo vsem, zdaj vsi smo nekako primorani, da jih uporabljamo, ampak tudi recimo za razne prototipiranje, eksperimentiranje, tukaj obstajajo tudi ta okolja, kot so razni Fab Labi in morajo pač biti dostopni še na podeželju. Naš predlog je ta digitalni inovacijski ekosistem, zdaj v okviru laboratorija funkcionira to stičišče, 4 poti, ki je kratica za Public-Private People Partnership. V okviru tega stičišča, ki je nastalo nekako kot sodelovanje med Skupnostjo občin Slovenije pa našo fakulteto, smo se potem začeli širiti, to smo se tudi včeraj pogovarjali, da bi bili zelo veseli, recimo, da imamo čim več takih, kot je recimo Svarun, da se povežemo med sabo in potem, da skupaj naslavljamo te izzive. Zakaj to govorim? Je predvsem zaradi tega, ker zdaj verjetno veste, da v okviru programa Digital Europe Evropa bo financirala digitalna inovacijska stičišča, nekje 180, če ni čisto dorečeno, končna številka, ampak težava, ki jo vidimo, je, da bodo vsa ta digitalna inovacijska stičišča v urbanih središčih. Zdaj mi rešujemo problem, da bomo Evropo potegnili naprej, da bomo pač na področju digitalizacije se približali vodilnim, kot so pač Kitajska pa Amerika, ampak s tem delamo težavo zaradi tega, ker že izhodiščno stanje podeželje itak zaostaja in zdaj, če nimamo takšnih ekosistemov, ki bodo pokrivali tudi podeželje, potem bo podeželje samo še na slabšem. In zdaj tudi naš poziv Evropske komisije
komisiji, pa nasploh državam članicam je, da morajo vsaj 20% teh digitalnih inovacijskih stičišč financirati, ki se ukvarjajo tudi z problematikami, ki jih ima podeželje. Ker jaz kar nekaj govorim, tukaj so bile navedene tudi te politike, ki smo jih mi nekako predlagali in Evropska komisija jih je tudi prijazno povzela. Jaz jih ne bom brala, zato ker predstavitve verjamem, da boste vsi imeli na voljo, ampak tudi, ko smo, to gre za en drug projekt, financiran v okviru programa ALP, in smo predvsem partnerji tukaj z tega področja, ampak ko smo naslavljali pametne vasi, smo naslavljali širše tematike, smo naslavljali tudi recimo, da mora biti večja fleksibilnost in seveda predvsem, da morajo biti namenjena tudi sredstva za projekti in koncepti, kot so pametne vasi. No, tukaj zdaj počasi zaključujem, ker kaj se je zgodilo v zadnjem času? V zadnjem času imamo v Evropi veliko strategij, imamo veliko dokumentov, imamo veliko priporočil. V OECD deluje posebej skupina na tem področju. Sama sodelujem za FAO, oni se tudi ukvarjajo, pri njih niso smart villages, so digital villages. Potem Evropska komisija ima tudi en kup nekih projektov in vsak na koncu pripravi neko strategijo, neko priporočilo, nek dokument. Ampak, kaj meni osebno manjka in kar bi se morali zdaj pa res pogovarjati o tem je, da mi imamo odgovor na vprašanje what. Vsi vemo, kaj želimo, kaj moramo narediti. Zdaj pa moramo povedati, kdo. Vključno z odgovornostmi, kdo bo kaj naredil, kdo od tega, kar je tukaj definirano, kdaj bomo to naredili, ker mi vsi pravimo, ok, to je treba narediti, ampak do kdaj? In tudi nek res konkretni akcijski načrt. Do takrat bomo imeli pokritost, do takrat bomo imeli, ne vem, storitve, do takrat bomo imeli pač razvite ekosisteme in na kak način. Torej, ključno, kar je trenutno, moramo določiti cilji, targets pa odgovornosti. Kdo je za to odgovoren? Ker običajno, ko se pogovarjamo v nekem nedoločniku. Member states bodo naredile to. Ne vem, European Commission should do that, ampak kdo konkretno. In glede na to, kar se dogaja tudi v tem projektu, se mi zdi, da bo največja dodana vrednost, če znamo nadaljevati z odgovori na ta vprašanja. To je bilo vse, upam, da nisem bila predolga in se veselim nadaljnje diskusije.